Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, v Komendi poteka od 27. do 29. marca 20. jubilejni spomladanski kmetijski sejem. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v Komendi. Še en velik aplavz za godbenike in mažorete v samem začetku. Torej, godbeniki in mažorete so začeli program današnjega odprtja 20. spomladanskega sejma s programi kmetijske, gozdarske, gradbene mehanizacije ter vrtnarske in ogrevalne opreme. Godbeniki Komende, tokrat že petič zaporej skupaj z mladimi članicami Tvirnik mažoretnega kluba Komenda, skupaj v tem sestavu odpirajo tradicionalni komenski sejem. Po uvodni koračnici z naslovom Pozdravljena Slovenija in Slovenci so se nam predstavile mažorete, ki jih poznamo. Novo letos pa je, da so se že podale s prvimi uspehi na osvajanja novih mednarodnih priznanj pod vodstvom mentorice in nadvse uspešne koreografinje gospe Anite Omarzu. Še en aplavz za mažorete. Še enkrat seveda najlepša hvala godbenikom in mažoretom. Sedaj pa vabim k mikrofonu predsednika konjeniškega kluba Komenda in častnega občana občine Komenda, gospoda Lojzeta Laha. Spoštovani obiskovalci, razstavljavci, dragi gostje. Lep pozdrav vsem na 20. spomladanskem kmetijsko-vrtnem sejmu v Komendi. Posebej pozdravljam vodje sektorja za podnebne spremembe, nevladne organizacije, šolstvo, knjigovodstvo v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje gospod Hermino Bersta, župana občine Komenda gospoda Stanislava Poglajna, predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije gospoda Cvetka Župančiča, predsednika uprave Semenarne Ljubljana in predstavnika zadružnega sistema gospoda Leša Šamberderja, predsednika Kesaške centrale dr. Marija Sedeja, podpredsednika in člana upravnega odbora Kesaške centrale Slovenije gospoda Cirila Smerkolja, direktorja kmečkega nasa gospoda Petra Zadela, predsednika stranke SLS Marka Zidanška, predstavnike iz Sremske Mitrovice gospoda Milana Miloševiča in sekretarja za finance vladi Vojvodine gospoda Zorana Radovmana, državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo gospoda Leša Tarucija, predstavnike sosednjih občin, občinske svetnike, predstavnike društev, medije in seveda vse razstavljavce. Spoštovani, danes odpiramo 20. sejem po prvi spomladanski kmetijski razstavi leta 1995 v Komendi. To pa je pomemben datum tudi zato, ker Konjiški klub letos praznuje tudi svojo 60-letnico. Oba jubileja bo proslavil v začetku poletja 27. junija letos. Obe obletnici sta danes tudi najlepši dokaz, da smo v podpori občine zdaj že nekdanji župan Tomažem Dolcem, občinsko upravo in občinskim svetom razvoja in uspešno delovali in skrbno urejali prostor Konjiškega kluba tudi za razvoj sejemskega programa. Z 20-letno klubsko in sejemsko zasledovanje pa tudi že kaže in potrjuje, da je takšno programsko delo in sodelovanje prava pot. In tudi osebno sem prepričan, da je to tudi za nadaljnje delovanje in razvoj prava
pot klubu skupaj s sejmom. Še lani jesen smo ugotavljali, da je sejmski prostor postajal utesnjen. V razmišljanju, kako nadaljevati, pa smo uspeli, da smo pol leta prostor povečali za dobro tretjino. To je velik uspeh, saj smo na Tokransko-Vedanskem sejmu tako lahko sprejeli že tretjino več razstavljavcev kot lani. Ob tem pa je pred nami ponovni izziv tudi za nove sejemske vsebine. Že na sedajnem sejmu se v posebnem šotoru predstavljajo o podpori občine Sečur obrtnikim podjetjem iz te sosednje občine. Na jesenskem sejmu pa naj bi se tako predstavili tudi podjetniki in obrtniki z naše komenske občine. Prihodno leto načrtujemo predvidoma najbrž pred poletjem sedajnih dveh sejmih tudi nov samostojni obrtniški sejem. Izkušnji komenskih sejmov in sejmov v Sloveniji potrjujejo svoje pomembno poslanstvo. Mislim, da se odgovorni politika in stroka premalo zavedajo, da prav kmetijsko ustvarja nova delovna mesta. Vedeti velja, da pomoč velikim in malim kmetom spodbuja proizvodom mehanizacije in s tem posebej tudi ostalo industrijsko proizvodnjo, kako zagotavlja te panoge tudi več delovnih mest. Kmetijsko podjetništvo, ekološko kmetovanje, turistične usmeritve, domača predelava hrane so vsebine kmetijske s tem gospodarske, podjetniške in zaposlovalne politike v državi. Zato nam na državi ne sme biti žal bančnih različnih subvencijskih oblik spodbujanja kmetijstva, sodobnega kmetovanja, kmečjega turizma, dotičkarstva domače kmetijske prehrambene proizvodnje. Potem pa še enkrat poudarjamo, da se sejmi pomembni motorji razvoja gospodarstva. Komenski sejem ima takšno spodbujevalno vlogo na področju družbenega oziroma društvenega razvoja delovanja občin že vrsto let, od samega začetka naprej. Od sedajnih prostorskih možnostih pa se odpirajo tudi spodbudne možnosti za nove gospodarske predstavitve in povezave. To bo ob dobrem sodelovanju z občino tudi nadaljnjo sredstvo sejma pomeni. Prepričan pa sem, da se moramo sejemsko dejavnost še naprej odpirati in širiti po zgledu dosedanjega sodelovanja s Sremsko Mitrovico. Pri odprtju spomladanskega sejma, to je hkrati tudi tokrat že drugič prišele velijo javno-patološki seznam razstavljavcev. Se zahvaljujem vsem službam, institucijam ter ekipi za sejem Stanko Štebetom za pripravo tega doslej največjega sejma v Komendi. In naj se ne zveni neskromno, če rečem, da je tokrat ta sejem tudi med največjimi sejmi v Sloveniji. Vse predstavljavcem želim uspešne poslovne dneve, obiskovalcem in kupcem dobre nakupe ter prijetno počutje po službi v zabavnem programu. Hvala. V nadaljevanju pa seveda hvala gospodu Lojzetu Lahu, upam, da ste ga vsaj nekateri poslušali. Odprtje spomladanskega sejma pa bodo sedaj pozdravili ljudske pevke Predice iz društva Dediščina. Njihova bogata pevska pot se je začela pred 13 leti na pobudo poznane, a žal že pokojne Ive Šubel-Kramar, mnogim poznane iz Bundarjeve domačije v Palovčah. Takrat je pevka zbrala skupaj Angela Jagodic, pomagal ji je mož Jože, ki jih tudi še danes spremlja po nastopih po Sloveniji in tudi v tujini s harmoniko. Predice nam bodo zapele pesem Nas druži čebelica in na travniku je rožce nabiralo dekle. Ljudske pevke Predice iz kulturnega društva Dediščina, en velik aplavz, še ta čas jih pa pripravimo.
Po pevskem pozdravu pa bo 20. sejem instrumentalno pozdravil še mladi harmonikar, domačin, 9-letni Jaka Blaž, ki je pravnuk prvega predsednika konjeniškega kluba Komenda, Janka Juhanta, in vnuk sedanjega podpredsednika Janeza Jerovška, sicer pa je učenec 4. razreda osnovne šole Komenda Moste. Harmoniko se drugo leto zapored uči pri Simonu Cerarju in je tudi član društva harmonikarjev Godič. Nastopal je že na različnih preditvah in se seveda rad odzove na preditve, na povabilo. Tokrat nam bo izigral nekaj živahnega, pravi, ker je tudi sam živahen fant. Kolega Jaka Blaž, dajmo še velik aplavz. Otroci se vedno zaslužijo več. Na oder pa seveda vabim župana občine Komenda, gospoda Stanislava Poglajna. Spoštovani razstavljavci, obiskovalci, dragi gosti. Vsem skupaj en lep iskren pozdrav in dobrodošli kljub deževnemu in hladnemu vremenu na odprtju letošnjega jubilejnega 20. spomladansko-kmetijskega sejma v Komendi. Čeprav sejem v Komendi kot domačin, bližnji sosed in že vsa leta zaposlen v občinski upravi občine Komenda poznam in jih bolj ali manj tudi spremljam zaradi več oblik sodelovanja, sem tokrat v vlogi, ko se počutim zares izredno počaščenega. Vloga župana in odpiranja tako široko naokrog poznanega sejma in z njim tudi Komende je zame tokrat zares nekaj posebnega. Sejem v organizaciji konjeniškega kluba Komenda s častitljivo 60-letno tradicijo konjeništva s predsednikom Alojzom Lahom in hkrati očetom, če lahko tako rečem, tega sejma, že 20 let za Komendo, posebej in tudi vse bolj velik dogodek. Tako ali drugače, občanke in občani Komende, društva v občini, cela Komenda že 20 let živi in diha z organizatorji sejma, sejmom in sejem z nami. Čeprav morda na trenutke ta velika prireditev komu deluje recimo vznemirljivo, pa je sejem med številnimi drugimi dogajanji iz leta v leto vse večje ogledalo imena in prostora Komende. Tako doma v državi Sloveniji in vedno bolj tudi preko naših meja. Takšna slikovita prepoznavnost, ki v 3 dneh privabi v Komendo čez 60 000 obiskovalcev, ni nekaj običajno nepomembnega. To je za nas dogodek, spomin in kot je pred desetletji bila recimo podobnega pomena tombola v Komendi, pa potem konjske dirke in prireditve. Danes pa je to dogodek, poslovna, društveno ter državno povezovalna prireditev, kmetijski sejem. Sejem, ki povezuje, ki rojeva nove stike, osebne, poslovne, prijateljske, sejem, ki rojeva ideje in povezave. In vse to in še več je zato tudi za nas nek poseben ponos, ki nas zavezuje k prijaznemu sobivanju v teh sejemskih dneh
k skrbni in kvalitetni organizaciji prireditve, s katero je povezano gostoljubje, urejenost, sproščeno, veselo doživljanje in nepozabno razmišljanje. V Komendo bomo spet prišli. Zato se kot župan ta trenutek počutim, da vam resnično in v imenu vseh občank in občanov, društev in podjetnikov rečem. Lepo je, da ste prišli na sejem v Komendo. Naj vam bo obisk ali pa nastop na prireditvi na sejmu uspešen poslovni dogodek in naj vas poti še naprej ob tovrstnih dogodkih spodbujajo za obisk v Komende. Ob tem pa upam in si želim, da bodo tudi tisti, ki imajo na skrbi poti, ki vodijo v Komendo, resno pomislili, da za obisk ni pomemben le dogodek, kot je recimo sejem, ampak tudi cesta, po kateri se pride v Komendo. Tu mislim na državne ceste. Hvala lepa. Hvala gospodu županu. Kar nekaj sogovornikov seveda še imamo. Sedaj vabim k mikrofonu direktorja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospoda Cvetka Zopančiča. Ja, hvala lepa za povabilo. Tudi v imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice želim vse prav lepo pozdraviti, vse razstavljavce, vse zbrane kmete, kmetice in pa ostale, ki na tak in drugačen način se srečamo tukaj v Komendi na tem prelepem sejmu. Ne govorimo o vremenu, govorim pa o samem sejmu. Najprej bi želel pozdraviti seveda predsednico odbora za kmetijstvo pri državnem zboru, gospod Ivo Dimic. Imamo veliko čas, da je tukaj med nami. Seveda pozdravim tudi gospoda Lojza Laha, gospoda Štebeje, Staneta, ostale župane, predvsem pa domačega župana, ki je pravkar govoril. Seveda vsem skupaj še enkrat pa seveda goste iz Srbije in pa seveda tudi vse politične in druge predstavnike tukaj, ki so danes prisotni. Jaz ne bom govoril veliko o kmetijski politiki. Sejem je priložnost, kjer se kmetijstvo predstavi, kjer kmetijstvo ponudi in jaz verjamem, da bo na tem sejmu kar veliko tega tudi storjenega. Na koncu vsi kmetje živimo od tega, kar prodamo, kjer ustvarimo dohodek, kjer pride nov frišen denar v denarnico. Seveda vedno moramo pogledati, da je čim manj stroškov, pa več tistega, ki pride noter. In na taki podlagi smo lahko samo uspešni in delujemo tudi v prihodnje. Kmetijstvo je ta trenutek v eni težki situaciji, če temu tako rečem. Pa ne bom rekel zdaj, da bom tukaj jamral, ampak gre za to, da prehajamo novo obdobje, od katerega se veliko pričakuje. Seveda vsak pa ima pomisleka, ali je ta nova perspektiva tista prava, ali je to seveda še vedno manj, kot pa si želimo, da bi šel kmetijski razvoj naprej. Seveda danes je 20. kmetijski sejem. Organizatorjem čestitam, to ni majhna stvar, vsak leto je sejem večji in tudi opažam, da tudi naslov večji. Najprej bil sem kmetijski, potem je kmetijsko-obrtni, kmetijsko-obrtni okoljski in jaz verjamem, da ko bo 40-letnica, bo naslov dušen, da ga bo za pol knjige. Kar tako naprej in želim vam še veliko uspeha naprej. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice. Sedaj pa ima besedo gospa Hermina Oberstar, vodja sektorja za podnebne spremembe, nevladne organizacije, šolstvo in knjigovodstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Spoštovani obiskovalci in spoštovani razstavljavci, dragi gostje. Veseli me, da vas lahko v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nagovorim in pozdravim na današnjem že 20. spomladansko kmetijsko-obrtnem sejmu, kot smo slišali. Obenem bi opravičila gospoda ministra, ki žal na to prireditev ni mogel priti. Kljub današnjemu vremenu želim in verjamem, da bo začetek tega sejma uspešen. In če potegnem neko vzporednico z začetkom izvajanja kmetijskih ukrepov nove reformirane skupne kmetijske politike, moramo povedati, da je Slovenija kot ena izmed prvih držav članic dobila potrjen program razvoja podeželja v mesecu februarju. Težko obdobje priprav in usklajevanja in pogajanj z Evropsko unijo je za nami,
Začenja pa se težko obdobje prilagajanja na novosti, ki so pred nami. Kot je rekel že predsednik zbornice, je leto 2015 leto, ki prinaša številne novosti. Začeli bomo z nekim uvajalnim obdobjem nove kmetijske politike. Verjamem pa, da bomo tudi tu uspešni, tako pri izvedbi subvencijske kampanje, ki smo jo z marcem že začeli in ki se bo nekje nadaljevala tam do začetka maja, kot tudi pri izvajanju ukrepov novega programa razvoja podeželja in pa nove sheme neposrednih plačil. Za naslednje programsko obdobje ima Slovenija na razpolago okrog 2 milijardi evrov za podporo živelstvu in pa seveda kmetijstvu ter gozdarstvu. Letošnje leto bo leto, ki bo polno izzivov in novih preizkušenj ter pomembnih korakov za nas vse, predvsem pa za vas, predelovalce in pa kmete. Naj naštejem nekaj tistih ključnih usmeritev, ki jih ima Ministrstvo za kmetijstvo v letošnjem letu. Predvsem je prva naša naloga, da čim prej in pravočasno sprejmemo vse pravne podlage, da bomo lahko začeli črpati sredstva programa razvoja podeželja. Nadalje si želimo uspešnega zaključka subvencijske kampanje in pa seveda pravočasnega izplačila sredstev. Veliko delo bomo nadaljevali tudi na opravljanju različnih administrativnih bremen in pa ena izmed prioritet pa je tudi urejanje pravičnih odnosov v celotni agroživilski verigi. Naj omenim samo to, da obljube, ki so bile dane na lanskem sejmu, smo nekako uresničili, saj smo z marcem zaposlili varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Na ministrstvu kar precejšnjo vlogo namenjamo tudi osveščanju potrošnikov, predvsem v zvezi z lokalno in zdravo pridelano hrano. Tako že 3. leto izvajamo promocijsko kampanjo, v kateri naj bi osveščali, nagovarjali potrošnika, da je lokalna hrana tista, ki je najbolj primerna, najbolj zdrava in nekje najboljša za nas. No, morda še nekaj informacij, torej pripravljamo spremembe zakona o kmetijskih zemljiščih, poskušamo urejati problem agrarnih skupnosti z novo zakonodajo, prav tako tudi ne moremo mimo področja gozdarstva, ki je ključno področje ne samo Slovenijo, kjer smo prepoznali pomen priložnosti, ki jih nudijo slovenski gozdovi. Kot vidite, dela nam ne bo manjkalo. Pred nami je torej ne samo delovno obdobje, pač pa tudi obdobje prilagajanja in pa sklepanja kompromisov. In zavedamo se, da je prav povezovanje eden izmed ključnih elementov, če hočemo, da pridemo do uspeha. In takšen uspeh želim tudi sejmu, ki ga z današnjim dnem začenjamo. Hvala lepa in srečno. Naslednjega pa k mikrofonu vabim državnega sekretarja Ministrstva za gospodarstvo, gospoda Aleša Kantarutija. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Čeprav spada ta sejem in to področje seveda bolj v domeno kmetijskega ministrstva, mi dovolite en lep pozdrav tudi v imenu Ministrstva za gospodarske razvoj in tehnologijo. Tisti, ki poznate ministra, veste, da ima poleg turizma v njegovem srcu, da tako rečem, posebno mesto tudi kmetijstvo in prehrambena industrija in bomo zato seveda tudi na našem ministrstvu še posebej poskušali pomagati slovenskemu in kmetijstvu in pa industriji, ki dela na tem področju. Želim si, da bi v prihodnje ne samo z vašo pomočjo poskrbeli za večji odstotek samooskrbe, ampak da bi slovenski prehrambeni izdelki našli še bolj pogumno pot tudi na tuje trge. Hrano, ki jo predelate vi v Sloveniji, seveda nam lahko zavida marsikdo. Dovolite mi, da se iskreno zahvalim organizatorjem ob 20. obletnici, 20. ponovitvi te prireditve, ki ima posebno mesto seveda v slovenskih sejemskih dogodkih. Tudi iskrene čestitke ob 60. obletnici Konjeniškega kluba Komenda in seveda cenjenemu predsedniku. Želim vam še obilo uspešnih podobnih prireditev
in pa v naslednjih 2 dneh, danes, predvsem pa jutri v nedeljo, lepo, toplo vreme, obilo dobrih poslov, dobrih informacij in seveda, da se vidimo ponovno prihodnje leto. Najlepša hvala. Letnica sejma prav tako dokazuje, da se organizatorji sejma z svojimi aktivnostmi trudijo, da sejem postaja vedno pomembnejša in vedno večja prireditev, na katero se tako mi, razstavljalci, kot pa tudi obiskovalci sejma zmeraj ponovno radi vračamo. Sejem je že davno presegel regijske okvire in postal pomembna prireditev. Seveda bi pa zaželel v imenu Zadružne zveze Slovenije, v imenu Deželne banke Slovenije, v imenu Semenarne Ljubljana in v imenu Kmečkega glasa eno lepo, uspešno prireditev in upamo, da nas bo tudi sonce v naslednjih dneh nagradilo za to prireditev. Hvala. Hvala lepa gospodu Lenšu. V okviru medsebojnega sodelovanja s Sremsko Mitrovico pa seveda prosim za nekaj besed sekretarja za finance v vladi Vojvodine, gospoda Zorana Radomana. Dame i gospodo, dobar dan. Sa velikim zadovoljstvom sam prihvatio poziv da posjetim vaš sajam i Sloveniju. Sada kada sam ovdje vidim da mi je i ukazana posebna čast ovim pozivom. Dolazim iz Vojvodine, iz Novog Sada, gde postoji više decenijska tradicija organizovanja poljoprivrednih sajmova. Na bazi toga mogu da kažem da ste vi organizacijom ovog sajma postigli zaista zavidan uspeh i rezultat. Posebno je interesantan način organizovanja sajma, odnosno volonterski rad. Svakako da ću ova iskustva preneti Vojvodinu. Svim organizatorima sajma, izlagačima i posetiocima u ime vlade Vojvodine želim uspeh i zdravlje. Živjeli! Spoštovani razstavljavci, obiskovalci in gostje. Z današnjim spomladanskim sejmom se začenjajo obeleževanja in prireditve ob 60-letnici Konjiškega kluba in 20-letnici sejmov v Komendi. Kot so že povedali pred mano, vesel sem, da kot predsednik sejemskega odbora lahko povem, da smo uspeli povečati sejemski prostor, da smo uspeli uvrstiti nove razstavljavce, ki so nas vedno vsako leto zasipali s prošnjami, da jih vzamemo, da se promovirajo na našem sejmu, tako da smo letos res uspeli povečati kar precej razstavni prostor, skoraj za tretjino, več kot lansko jesen. Skratka, presegamo lanske in vse dosedanje rekorde po površini, razstavljavcih in morda tudi po obiskovalcih. Letos je tudi občina Šenčur svojim obrtnikom, kmetom in gostincom omogočila, da se promovirajo na našem sejmu in tudi v bodoče, kakor so seznanjeni, da bodo tudi ostale občine svojim občanom da bodo se tudi ostali promovirali, da pokažejo še ostale občine svoje kmete, obrtnike, gostince. V nedeljo bomo tudi videli po zaprtu letošnja sejma, da bomo tudi lahko govorili o velikem številu obiskovalcev, ki nas vedno znova in znova presenečajo, ki se vedno znova z veseljem vračajo v Komendo, to tudi zaradi brezplačne vstopnine in parkirnine in tudi potem smo znani po celotni Sloveniji. Ob raznovrstni, bogati in zanimivi ponudbi na sejmu, ob skrbi za ponudbo in postrežbo, ob prijaznem zabavnem programu in na vse zanimivi razstavi pasemske govedi, nam je danes v dopoldanski strokovni razlagi uspelo predstaviti označevanje kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu in nov zakon o cestnoprometnih predpisih. Na sejmu bodo vse dneve številne različne predstavitve. Ob razstavi pasemske govedi
pa bo zadnji dan sejma nedvomno tudi zanimiva avkcijska prodaja elitnih teles. Še posebej pa naj upozorim tudi na predstavitev varnega dela z motorno žago v gozdovih, ki ga vedno uspešno predstavlja Zavod za gozdove Slovenije, kar se mu tudi zahvaljujem. V imenu ekipe za organizacijo in izvedbo sejma vam želim prijetno počutje, uspešne poslovne trenutke in lep spomin na spomladanski sejem v Komendi, da boste tudi naslednjič radi prišli. Hvala in nasvidenje. Jeseni. Hvala lepa gospodu Stanku. Hvala torej vsem za nagovore in pozdrave. In ker brez njih, odkar plešajo, še nismo odprli nobenega sejma, do sedaj na vrsti plesalke in plesalci folklorne skupine Društvo upokojencev iz Komende, zato vabim godbenike na oder, oziroma glasbenike, muzikante kar na oder, da se pripravijo. Plesalce pod umetniškim vodstvom Mojce Mršol pa da zaplešajo splet Peta špica.
Spoštovane in spoštovani, takole je že z nami Vaso iz Mitrovice, dajmo en aplavz, seveda prihaja na oder z mentorico, ne gre drugače, in seveda imajo presenečenje za naše folklornike. Zahvaljujem vam svima i želim da danas ispred mojeg kulturno-umjetničkog društva Dositej Obradović iz Grgurevaca, jednog malog sela u Sremu, izrazim veliku zahvalnost folklornoj skupini Komenda, koja je 2012. godine učestvovala na folklornoj svečanosti Kolo Srema u Grgurevcima. Ja sam hodeći po Srbiji pronašao nešto što mislim da oni ovde nemaju. Sada ćete se vi zapitati šta je to. To je jedan predmet, jedan divan predmet i želim da oni u njemu čuvaju svoju plemenitost, humanitost, svoju živahnost i ovo što su pokazali ovde i pre 2 godine u Sremu. Sada ćete videti šta je to. Ovo je amblem grada Sremske Mitrovice, Sankti Demetrij, Civitas Sankti Demetrij, grad Sremske Mitrovice, da znaju odakle potiče ovo i mojci predajemo ovo. A želim da mediji zabeleže ovo. Ovo je predmet star 40 godina. Ovo je kutija u kojoj se najverovatnije iz Slovenije prema Srbiji slali neki sokovi ili već šta je. Na ovom predmetu je prikazan otprilike ovaj ansambl, folklorna skupina iz Komende. Prepoznajte se. Ja bih zamolio Mojicu da mi pomogne. U ovoj kutiji se nalazi još nešto vredno. Ovde je jedan litar rakije, Viljemovke, moj proizvod, Kruškova sa Kruškovača, ali ne smeju da je popiju, neka je čuvaju i neka sebe čuvaju u ovoj kutiji. Takole, spoštovane in spoštovani, pa smo prišli do trenutka, ko se bodo seveda družno stiskom rok na odru dame in gospodje uradno odstopili otvoriti sejem. Zato na oder vabim župana gospoda Stanislava Poglajna, pa gospoda Alojza Laha, gospoda Cvetka Zopančiča, gospod Hermino Oberstar, gospoda Aleša Šabedreja, gospoda Zorana Radomana, ministra iz Vojvodine in gospoda Štaneta Štebeta, da stiskom rok odprajo sejem tako kot vsako leto. Dajmo en velik aplavz, spoštovane dame in gospodje. To je znak, da se sejem odpira. S tem dejanjem je letošnji jubilejni 20. spomladansko-kmetijski sejem tudi uradno odprt. Hvala lepa. Za fotografe bodo seveda se ekipa še postavila